Živijo, sva Andraž in Davor Že. iz The Sweet Tech TV. In danes bova samo na hitro pokomentirala celotno dogajanje okoli Huawei-ja in njegove vloge v trgovinski vojni, ki se trenutno odvija med ZDA in Kitajsko na drugi strani. Žal je običajen kraj snemanja danes zaseden, tako da bova preko Skypa danes to opravila. Žal. Tako da, če imate Huawei telefone ali pa načrtujete, da bi jih v bližnji prihodnosti kupili, si prosim pogledajte najin današnji video. Mislim, da vam bo zelo všeč in zelo bo zanimiv. Preden pa začneva, bi rad še enkrat pa spomnil na najino nagradno igro, ki poteka za mobile pametne ure v najinih prejšnjih dveh videih. Tiste dva videa, da boste zvedeli vsa navodila, kako sodelovati v nagradni igri. Zdaj gremo pa kar naprej na Huawei spet. Huawei je poleg 5G-ja ena od najpopularnejših vsebin na najinem kanalu, kar potrjuje tudi video glede P40 Pro, ki je eden izmed top 3 gledanih videov na najinem kanalu. Zato sva se odločila ozreti na celotno situacijo v zvezi s podaljšanjem sankcij, ki so jih ZDA uvedle proti kitajskemu tehnološkemu gigantu Huawei-ju in na hitro opisati to zadevo. Tako da povzameva. 16.5.2020 je v javnosti odjeknila vest, da ZDA še za 1 leto podaljšujejo sankcije proti kitajskim podjetjem, za katero je Trump 1 leto nazaj izdal izvršni ukaz in so se zato znašle na tako imenovanem seznamu entitet, ki naj bi pomenile tveganje za ameriško nacionalno varnost. To pač v praksi pomeni, da ameriška podjetja ne smejo uporabljati telekomunikacijske tehnologije teh podjetij oziroma morajo pridobiti posebno dovoljenje, če želijo poslovati s takimi podjetji, kot je recimo Huawei. Ja, to pa hkrati tudi pomeni, da je s tem dejanjem blokirano dobavljanje polprevodnih čipov Huawei-ju oziroma tajvanskemu TSMC-ju, ki zanj izdeluje 7-nanometrske procesorje Kirin 990 ter 980, ki jih najdemo znotraj njihovih pametnih telefonov. Kot sta recimo P30 pa P40. Tako, zelo pomembni napravi za naš slovenski trg. In v bistvu zdaj je Trumpova administracija uvedla še eno novo pravilo, po katerem mora TSMC vlado ZDA dejansko zaprositi za dovoljenje, če želi poslovati z Huawei-jem. In verjetno ste si na tem mestu zastavili precej logično vprašanje, in sicer kako lahko sploh ameriška vlada vsiljuje svoja pravila tajvanskemu podjetju. In odgovor na to vprašanje je, da ker to tajvansko podjetje uporablja ameriško mašinerijo, ameriško tehnologijo, da proizvaja te procesorje in je ta tehnologija ameriškega izvora, pade pod ameriško zakonodajo. Kar pomeni, da morajo narediti točno tisto, kar si izmisli Donald Trump, in Donald Trump želi uničiti Huawei, ker konkurirajo ameriškim podjetjem kot je Apple in ker pač postavlja 5G tehnologijo in s tem konkurira ameriškim interesom. Tokrat, ko sem se pa zdaj v parih sekundah prijel za glavo, se pa že dolg nisem, ker to je okej. Ja. No, v prejšnjih videih sva že omenila, da pomanjkanje GMS oziroma Googlovih mobilnih storitev, da je to velik udarec za Huawei. Ampak pač Huawei je še vse nekako ostal v igri, ker mu gre predvsem zelo dobro pač na kitajskem trgu, kjer je itak glavno podjetje. Tam so pa itak Googlove storitve tudi prepovedane, tako da ta težava z TSMC-jem pa je za Huawei še večji problem, ker pač brez tega podjetja ne bo dobave procesorjev, brez procesorjev je pa pač vsem, ali Huawei reši problem z Googlom ali ne, ker če nimaš procesorjev, telefon ne dela. Te to pač Huawei povsem pokopal, tako da... Ja, zelo nezavidljiva situacija za Huawei. Sicer dobro, njim v zagovor iščejo pospešeno neko rešitev
za nastalo situacijo, ampak problem je, da je težko tam zunaj dobiti neko podjetje, ki nima povezav z Združenimi državami Amerike. Tako da v strokovnih krogih se sicer v zadnji čase pojavlja ime kitajskega podjetja, imenuje se SMIC, oziroma Semiconductor Manufacturing International Corporation, ki sicer za Huawei že izdeluje čipe Kirin 710A. To so recimo v srednjem rangu telefonov. Ja, tako je. Samo je pa ena majhna težava, in sicer, da je SMIC kljub vsemu več generacij za tehnologijo, ki bi premogla izdelavo 7-nanometrskih čipov, kakršne izdeluje TSMC. Saj trenutno premore zgolj 14-nanometrsko litografijo, kar ga dela povsem nekonkurenčnega, ker tako Samsung kot TSMC že napovedujeta izdelovanje 5-nanometrskih čipov, tako da govorimo o ogromni generacijski razliki. Ja, res je razlika. No, pač samo da na hitro razloživa, kaj sploh je glede teh mer čipov, manjša kot je številka pred nanometri, boljše je, zaradi tega, ker to pomeni, da je procesor bolj učinkovit, manjši in pa pač tudi boljš porablja baterijo in baterija lahko zaradi tega dalj časa zdrži. Kot je že Andraž omenil, večinoma imajo boljši telefoni. 7-nanometrsko litografijo čipov, ten srednji rang pa okoli 10-nanometrsko litografijo čipov. Nazaj na Huawei. Pač glede na strogost teh ameriških sankcij, se je Kitajska v preteklosti še dosti brzdala z kakšnimi poročilnimi ukrepi. Zdaj pa tudi Kitajska napoveduje izdajo novega svojega seznama nezanesljivih entitet. Na tem seznamu so se že pojavili podjetja kot so Boeing, ki je že izgubil veliko naročil na Kitajskem, Cisco, Qualcomm in pa itak tudi Apple, Apple je pa letno samo na Kitajskem ustvaril petino svojega dohodka, kar se bo tudi sigurno poznalo Kitajcem. Pač situacija ta nastala ni dobra za nobenega. Če Kitajska uveljavi povračilne ukrepe, bodo s tem prizadeta tudi ameriška podjetja, ampak pač ta ameriška podjetja bodo prisiljena umakniti to svojo proizvodnjo iz Kitajske, kar Apple sicer načrtuje že par let. Ta umaknjenost proizvodnje pa bo za Kitajsko siguren en velik ekonomski udarec, ker pač ekonomija Kitajske sloni na bolj slabo plačanem delu. Če se to odmakne, bo lahko veliko delavcev ostalo brez šihta. Tako da v tej tekmi pač ni zmagovalcev, ampak večinoma samo veliko poražencev, ker niti Kitajska, niti Amerika na koncu nič ne pridobita. Ja, se povsem strinjam. Zdaj sicer Huawei do zdaj ameriške ukrepe prestajal, kot si že omenil, Davor, relativno dobro, pač na račun dobre prodaje na Kitajskem, kjer mu je recimo zaradi patriotizma in lojalnosti, to se pravi zvestobe do znamke, uspelo preživeti, relativno prosperirati. In to kljub temu, da je bila prodaja drugod po svetu v zatonu. Ampak ta prepoved v zvezi s TSMC-jem je pa zdaj Huawei prisilila v to, da dela zelo veliko zalogo spominskih čipov, ker se dejansko boji, da bodo ameriške sankcije eventualno prišle tudi nad izdelovalce spominskih čipov, pa čeprav temu zaenkrat še ni tako. Zaenkrat. Tako da Huawei je zato zaprosil Samsung in pa podjetje SK Hynix, da mu bosta dobavljala spominske čipe, s čimer bi se kitajski tehnološki gigant napravil zalogo RAM-a, preden bi ga ameriški ukrepi povsem dotolkli. Ja, poleg Samsunga se je Huawei obrnil tudi na podjetje MediaTek, ki bi mu lahko pač pomagali izdelovati čipe za njihove pametne telefone. To podjetje sicer slovi po tem, da je drugo največje podjetje na svetu v proizvodnji čipov takoj za Qualcommom. Qualcomm pač za Huawei tako ne more izdelovati čipov, ker je ameriško podjetje in se mora pač podrejati tem ameriškim ukrepom. Ker pa pač v sili še hudič muhe žre, se je pa Huawei za pomoč zatekal k svojemu drugemu tekmecu, tajskemu MediaTeku, ker je pač očitno dejansko ostal brez izbire.
Ja, zelo, zelo nezavidljiva situacija za Huawei. Se pa zna zgoditi, da bo kmalu stal še brez nje, ker je Trumpova administracija že obljubila, da bo premislila, če ne bo potrebno v prihodnosti te izvozne zakonodaje spremeniti do te mere, da bi pod svoj domet zajela tudi ta Mediatek, o katerem si govoril. Pa čeprav gre za tajsko podjetje, žal pod ta isti doseg že zdaj pade tudi sam veliki Samsung, tako da si Huawei ne more pomagati niti z njegovimi Exynos procesorji. Vse to pa v praksi pomeni, da Huawei trenutno da je resno potisnjen v kot, in če se stanje v trgovinski vojni kmalu ne bo izboljšalo, bo trg ostal brez Huaweia, konkurenčnost med podjetji se bo zmanjšala, manj bo tehnoloških inovacij, kar bo slabše za nas, končne potrošnike. In vse to ob dejstvu, da sploh ne govorimo o številu izgubljenih delovnih mest, kar so že pomenila, ker so številke gibljejo tam v 100.000 izgubljenih služb. Tako da še enkrat, tekma, v kateri ne bo zmagovalca ali pa bo zelo, zelo pirova zmaga. V bistvu Amerika hoče, da na koncu da je monopol verjetno Apple, ker očitno gre v tej smeri, sploh ne vem, kaj bi se dogajalo. Ja. Pač mi dva sva zaenkrat svoje povedala, ne vem, kaj pa o tem mislite vi. Na čigavi strani ste v tem konfliktu, kako mislite, da se bo razrešil ves ta konflikt? Dajte nama zaupati v komentarjih spodaj, šetkite ta video, naročite se na najin YouTube kanal, lajkajte na Facebooku, followajte na Instagramu in na Twitterju, pa spet ne pozabite na najino nagradno igro za pametne ure Moboj TicWatch Pro. Tako da to je bilo v bistvu za danes vse. Upava, da vam je več jasnega o samem konfliktu in v katero smer se odbija, pa tudi, da boste vedeli, če razmišljate o nakupu Huawei-ja, ali se splača kupiti ali ne. Pa še to, zaupajte nama, če želite več takih videov, in pa se vidimo naslednjič. Čau! Čau!